črno malino režemo enako kot robido. Se pravi, poganjke, ki so v lanskem letu imeli pridelek, odrežemo. Tudi sicer lahko v grmu opazimo, da se posušijo takoj po zaključku zorenja. Pristopimo enako kot pri robidah. Izrežemo najprej suhe poganjke. Pri črnih malinah smo nekoliko bolj previdni pri rezi, ker so trnaste. Tako da nekoliko bolj pazimo. Tudi te poganjke lahko opazimo, poleg tega, da so suhi, že po celem rastnem delu, vidimo tudi, da so suhi plodovi oziroma ostanki plodov. Pri odločitvi, ali je poganjek suh, imamo včasih probleme, ker so črne robide imajo močen poprh po steblu, tako da se včasih kar zakrije ta suhost plodov. Ampak naj nam bodo suhost poganjka, ampak naj nam bodo plodovi v informacijo. Za črne robide maline je značilno tudi to, da imajo izredno povesave poganjke v primerjavi z robidami, ki so nekatere visoko rastoče, pokončno rastoče, druge pa polegajoče. Tudi to drugo pravilo, da pustimo v grmu od 3 do 5 poganjkov, velja tudi za črne robide. Tako da se odločimo spet, zdaj ko smo porezali že vse suhe poganjke, se odločimo še za odstranitev nekaterih vitalnih lanskoletnih poganjkov. Odločimo se tako, tukaj je poganjek, ki smo ga v lanskem letu prikrajšali in se je razvejal. To mi ne ustreza, ker nam gosti grm, obenem pa je tudi moteče pri obiranju in pri obdelavi površine. Ta drugi poganjek je pa predroben, zato bom oba odrezala. Tudi pri črnih robidah vedno režem popolnoma do tav, in sicer zaradi tega, ker se na tem koreniki oziroma na bazalnem delu lahko razvijajo patogene glive, ki me motijo potem pri pridelku. Druga stvar, kar je, potem še prikrajšam enako kot pri črnih robidah, enako kot pri robidah prikrajšam tudi pri črnih malinah zgornji del na čisto kratke brstiče. Poganjki črne maline so lahko tudi zelo dolgi, tako da zato skrb pa imam v času poletne rezi, v času poletnega prikrajševanja. Tako mora izgledati črna malina.